Moje stališče sicer glede uporabe konoplje pa je že dolgo leta znano in sem imel enakega, še ko sem bil državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve, kar je nekoliko presenetljivo, in imam takega tudi sedaj, ko sem na Ministrstvu za pravosodje. Sem za dekriminalizacijo, legalizacijo in regulacijo konoplje. Menim, da je to prava pot, govorim tudi kot minister za pravosodje, namreč pregon kaznivih dejanj povezanih s konopljo tudi v konkretnih primerih Slovenijo izjemno veliko stane. Stane v tem, da se, bomo rekli po domače, celoten sistem zavrti za to, da se nekoga obsodi na pogojno obsodbo, zato ker je na mogoče celo za zdravstvene ali pa tudi rekreativne namene gojil nekaj sadik konoplje na svojem balkonu. To so izjemni stroški, ki bi lahko šli v kakšno drugo O kakšnih stroških pa govorimo? Kako visoki so ti stroški? Teh stroškov ni mogoče tako preko palca oceniti. Dejstvo pa je, v tem pač priznam, sicer to je moje osebno mnenje, pa tudi mnenje kot ministra za pravosodje, da obstaja, bomo rekli, neka hipokrizija v tem, da imamo prepovedano konopljo, ki v družbi nesporno povzroča bistveno manj škode kot recimo alkohol, ki povzroča bistveno širše družbene probleme, od družinskega nasilja, smrti v prometu in tako naprej. Torej jaz mislim, da svet se vrti naprej, ne nazaj, in prej ali slej bomo tudi v Sloveniji prišli do tega, da bomo konopljo legalizirali, pri čemer pa sem za določeno regulacijo. In tukaj imamo priložnost, da pogledamo dobre primere iz tujine, kjer so pač to že storili. Ni pa to odgovornost ministra za pravosodje.